besedo predajam gospe Poloniji Ovsenak. Tokrat se nam bo predstavila v drugi vlogi, in sicer kot predavateljica geografije na Univerzi za starejše na Jesenicah in predavateljica pogovornih uric angleščine za upokojence v večgeneracijskem centru Gorenjske. Predstavila nam bo izzive, s katerimi se je srečala v prehodu iz vloge gimnazijske profesorice v vlogo predavateljice na Univerzi za starejše. Izvoli, Polona. Hvala lepa. Tale vadba je bila glih, taman ta prava za tole, kar vas zdajle čaka. Pa mene tudi. Naslov mojega prispevka je Novo obdobje, novi izzivi. Res je, ob upokojitvi, ko sem začela takoj, avgusta sem šla v pokoj, septembra so me že povabili iz Ljudske univerze, sem začela z vodenjem geosekcije, kasneje tudi angleškega krožka. No, mi je to predstavljalo velik izziv. Ampak tudi danes tole mi je velik izziv, ker tole pa ni moje področje. Moje področje je geografija, pa razred, pa tako naprej, tole pa ne. Vendar moram povedati, da sem z užitkom poslušala prejšnje predavatelje in v njihovih izvajanjih slišala tudi kakšno potrditev mojega razmišljanja in mojega dela. Sem profesor angleškega jezika in geografije in sem diplomirala na Filozofski fakulteti in tudi mene ni čakal Mercedes, ko sem končala fakulteto. Ampak se je pa z Mercedesom pripeljal direktor podjetja na dvorišče, kjer je stal delavec in se čudil krasnemu, novemu, sodobnemu Mercedesu. Pa je rekel direktor, ja, če boš pridno delal, vse vložil v to, da boš dober delavec, da boš nagrajen in tako naprej, si bom lahko naslednje leto kupil nov model Mercedesa. Tako to je. No, zdaj pa bolj k resnim stvarem. Še kot študentka sem sprejela poučevanje geografije na osnovni šoli za invalidno mladino v Kamniku. Mislim, da ta zavod vsi dobro poznamo. Za mene je bila to, moram reči, zelo svojevrstna in nepozabna izkušnja. Bila sem zelo mlada, v šoli so bili osnovnošolski otroci, danes sem starejša, invalidov okrog mene je zelo veliko in nikoli ne veš, kaj te v tem življenju še čaka in doleti. Otroci invalidi, kar nekaj med njimi je bilo zelo močno hendikepiranih, so me naučili, da jih obravnavam kot normalne otroke, z enakimi potrebami po znanju, brez pomilovanja, a poštenega upoštevanja njihove drugačnosti in posebnosti njihovega stanja. Nobena fakulteta ti tega ne da. Po uvodnem šoku, moram priznati, da je bil šok, je naše sodelovanje steklo. In naj poudarim, da nimam nobene formalne izobrazbe za poučevanje kakorkoli hendikepiranih oziroma otrok s posebnimi potrebami. A te izkušnje, te moje prve službe, so mi še kako prav prišle kasneje, ko sem poučevala v različno zahtevnih programih srednje strokovne šole in pa gimnazije in sem se bila prisiljena iz šolske ure v uro prilagajati drugemu nivoju. Na prvo službo so ostali zelo lepi spomini, tako na učence, kot kolege učitelje, ki so mi pomagali prebroditi prve nerodne korake v poučevanju invalidnih otrok, kot tudi na splošno, ter sprejemanju drugačnosti, ki jo še danes cenim kot vrednoto. Kakšen dolgočasen svet bi to bil, če bi bilo vse enako, če bi bili vsi isti, enako oblečeni,
hrana ima enak okus. McDonald's je tak. Ta globalizacija ruši to mojo vrednoto. V aktivni dobi sem poučevala na osnovni šoli 5 let, nekaj let tudi na srednji strokovni, več kot 30 let pa na gimnaziji Jesenice. In v tem času sem poučevala tudi na Ljudski univerzi, starejše, kjer sem si pridobivala nove izkušnje. Moram povedati, da mi je bilo to obdobje, ki je trajalo kar nekaj let, torej poučevanje na gimnaziji in poučevanje na Ljudski univerzi Jesenice, da mi je bilo lepo obdobje. In da imam na ta del, na ta čas svojega življenja zelo lepe spomine in sem še danes hvaležna tudi današnji direktorici Maji za vse, kar je takrat naredila za predavatelje, pa tudi za mene osebno. Vendar so bili vse to, tudi delo na Ljudski univerzi, programi za pridobitev formalne izobrazbe. In seveda je bilo vse temu podrejeno. Treba je bilo zadostiti realizaciji učnega načrta. Znanje je bilo preverjeno, ocenjevano, prisotnost pri pouku kontrolirana, predavanja obvezna, izpiti obvezni, vse predpisano. Malo je bilo te neke svobode, ampak smo si jo učitelji znali tudi priboriti. Moje delo kot učitelja geografije je bilo ukvirjeno številom ur na leto, 70. Predpisano vsebino, pri metodah poučevanja pa nekaj več svobode. Bilo je kontrolirano strani ravnatelja, staršev, Zavoda za šolstvo, šolskega ministrstva. Skratka, vsi so enkrat hodili v šolo in so natančno vedeli, kakšen mora biti učitelj, jaz, kaj in kako moram predavati, kakšen mora, iskati smo morali znanje in seveda ne neznanje, kaj in kako se ocenjuje, zainteresiranost in motivacija za učenje je bilo delo učitelja, pa vendarle vemo, da glagol motivare, odkoder beseda motivacija izhaja, pomeni potiskati, porivati. In potem smo se učili o notranji in zunanji motivaciji in o tem smo danes veliko slišali. Zakaj bi se učil nekaj, kar ne bom nikoli uporabljal, ne bom nikoli rabil? Je bilo pogosto vprašanje učencev in dijakov, ne pa odraslih. Če bi se učili zgolj in samo tisto, za kar pri 8 letih, 14, 18 mislimo, da bomo v življenju uporabljali, ne bomo znali veliko in bomo morali znanje pridobiti na drugačen način, kasneje in stalno dokazovati svoje kompetence, izkušnje, karkoli pač. Že v tistem času poučevanja, se ni tako daleč nazaj, a vendar le 5 let si vseeno neka doba, sem se trudila narediti geografijo privlačno, ker jo imam sama rada. Uporabljala sem novo in dostopno tehnologijo, tudi računalniško. Čeprav sem pripadnica generacije BC in mi to ni težko priznati, BC pomeni generacija Before Computers, kot se je enkrat slikovito izrazila moja kolegica, ki je poučevala zgodovino. Tudi to je zahtevalo od učiteljev in mene sposobnost prilagajanja in nenehnega usposabljanja. Sem zadnjič bila na obisku pri svoji sestri, ki ima 4 vnuke, eden med njimi je star 8 let, nima pametnega telefona, si ga pa strašno želi. Ne? In vnukinja, ki je stara 10 let, bo zdaj imela kmalu rojstni dan in si strašno želi tablico, ker je nima. Pa je mali vzel telefon moje sestre, svoje babice, polistal, da vidim, 8 let, da vidim, če mi je kaj Jerneja brskala po moji zasebnosti. Kaj gleda? Veš, je rekel,
babi ima računalnik, pa sem ji mogel inštalirati PowerPoint, Worda pa sploh nima. Tako, to je generacija z kompjuterji, mi smo pa generacija pred kompjuterji. No, ampak pouk sem poskušala popestriti še z drugimi raznimi metodami, naprimer ekskurzijami, ki pa niso bile zgolj samo geografske, ampak so se povezovale z različnimi predmeti, tudi s fiziko, kemijo, angleškim jezikom. Terensko delo je bilo vedno zastavljeno interdisciplinarno. Bila sem mentor kar nekaj študentom na študijski praksi in mentor učiteljem pripravnikom. Delo nekaterih izmed njih spremljam še danes in sem vesela in ponosna, da so dobri učitelji in dobri mentori mladim. Tukaj bom pa jaz malo takole naredila, da te imeli ta čas malo brati. Vsekakor so mi izkušnje iz aktivne dobe zelo pomagale in mi še pomagajo pri sedanjem neformalnem izobraževanju starejših. Kot že rečeno, na začetku pred 6 leti nisem prav vedela, kaj me čaka in kako se spoprijeti z novim izzivom. Imela sem tremo, ko sem prvič stopila v učilnico na Ljudski univerzi Jesenice. V vsej svoji aktivni dobi nisem imela toliko slušateljev v predavalnici. 40 pa še kakšen več. Pogledam po obrazih in prepoznam že upokojeno sodelavko, prijazne oči mojega soseda, mamo svoje nekdanje dijakinje, znanko iz trgovine, kjer sem kupovala čevlje, znanca, s katerim sva pred leti skupaj igrala tenis, Pavla, s katerim sva skupaj delala v smučarskem klubu, znanko, sestro katere sem se spoznala med študijem in tudi veliko novih, zvedavih obrazov za več ali manj pričakovanja v očeh. Res veliko novih izzivov. Za vsako študijsko leto pripravim okvirni program tem, ki jih bomo obravnavali. Razdeljene so v nekaj sklopih, te sklope vidite tudi na slajdu. Mogoče samo kakšno izpostavimo, to so v glavnem geografske teme, na nekaterih je večji, na nekaterih je manjši poudarek. V sklopu Spoznavajmo Slovenijo se podamo v različne konce, tako gorenjske, bližnje okolice, samega mesta Jesenic, ali pa tudi malo dlje in spoznavamo to našo lepo Slovenijo. Spoznavajmo svet in tako naprej, obča geografija, aktualna dogajanja doma in po svetu, če dam tole malo nazaj, takole. No, v našem programu pa je vedno vključen obisk nekega posebnega gosta. Skušam najti osebo, ki ni direktno povezana z geografijo, pa vendarle je stik z geografijo tudi tam viden, tesen. Geografija je tako in tako, kar smo naučili prvo uro, ko sem šla na fakulteto, na oddelek za geografijo. Geografija je kompleksna znanost, ki obravnava naravne in družbene dejavnike v njihovi medsebojni funkcijski odvisnosti. In to je to. Povabili smo, moji slušatelji se spomnejo, Marina Medaka, mlad fant, ki je nekaj let nazaj, mislim, da je zdaj 3 leta nazaj, preveslal Atlantik skupaj še s 3 kolegi, internacionalna je bila ta odprava in je veslal od Azorskih otokov pa do otočja v Srednji Ameriki. Veslal. Potem Tomaž Pšenica, naprimer, turistični vodnik je, ampak je turistični vodnik par excellence, se pravi nekaj posebnega. In mi vemo, v čem je ta dodana vrednost turističnega vodnika. Gospa Živa Lopatič, kaj ima ona, ki vodi pošteno trgovino, fair trade, v Sloveniji z geografijo? Veliko. Povedala nam je, koliko posrednikov je
med tistimi, ki kavo pridelujejo, in mi vemo, kje jo pridelujejo in kako, in med nami, ki to kavo pijemo. In koliko zasluži tisti, ki jo prideluje, in koliko tisti, ki jo prodaja. Tako da geografija je prisotna povsod. Eden od pomembnih sklopov pa je tudi sklop Zdaj sem na vrsti jaz. Tukaj noter, v ta sklop, pa so vključeni prispevki slušateljev, ki, moram povedati, iz leta v leto bolj aktivno, z veliko več volje, samoiniciativnosti in tako naprej, pripravljajo različne teme, ki jih zanimajo. In letos, upam, da me direktorica ali pa Leja ne bosta prijeli zdaj za kakšno besedo, naš program ni realiziran 100%, ampak ravno zato, ker je bilo teh prispevkov letos toliko, da z urami, ki jih imamo, nismo prišli skozi. Kaj delajo? Samoiniciativno prave seminarske naloge. Potem samoiniciativno poiščejo posebnosti ali pa zanimivosti za interneta in jih predstavijo. Da ne govorimo o fotografskih presežkih. Vse te fotografije, ki jih vidite, so delo našega udeleženca. Poročanje o ekstremnih dosežkih, različni podatki, astronomska opazovanja v nekih jasnih in strahotno mrzlih nočeh, pokazati Marsa in tako naprej, stane to ni nikoli težko. Vsak slušatelj si sam izbere temo, svoje področje, svoj način predstavitve. Pri tem so popolnoma svobodni, časovno neomejeni, sodelovanje neobvezno. Če kdo nima volje, želje, potem ga ne silim, jih pa spodbujam k samostojnemu delu, njegovi predstavitvi in ne zavrnem nikogar. Pohvalim vsakogar in razveselim, upam, s priznanjem ob koncu leta. Svoja predavanja pripravljam zdaj izključno na PowerPoint prezentacijah, ker drugih pripomočkov pač nimam. Ker je slušateljev veliko in se niso bili pripravljeni deliti v dve skupini, je učna oblika predvsem frontalna, a jo popestrimo s pogovorno metodo, s katero želim pritegniti sodelovanju čim več slušateljev. V začetku se je oglašalo zgolj nekaj njih, vedno enih in istih posameznikov. Danes le redko kdo ne spregovori, v predavalnici je živahno, včasih se komaj slišimo in moram kot prava učiteljica meriti prisotne, ki velikokrat kar sami delajo red. Sama se ne počutim kot učiteljica, čeprav me slušatelji tako nagovarjajo. A jemljem ta naziv bolj kot nostalgijo za šolo iz mladosti, mogoče nostalgijo za mladostjo sploh, kot pa avtoriteto. In čutim, da so me sprejeli kot predavateljico, človeka, prijateljico, vse to, kar naj bi bila tudi učiteljica. Velik izziv. Ko sem prejšnjo leto, konec avgusta, srečala eno izmed svojih slušateljic, absolutno prevladujejo ženske, to sem napisala, preden sem vse to slišala, se pa lahko pohvalimo tudi s prisotnostjo moškega spola, ki je pri geografiji kar močno zastopan. In je rekla, zdaj pa se kmalu vidimo, komaj že čakam, da se šola začne. Ne spomnim se, da bi v svoji aktivni dobi kdaj slišala tako izjavo od učenca ali dijaka. Za večino njih je bila šola pač nekaj, kar se mora. Za starejše slušatelje pa je ta šola priložnost neformalnega pridobivanja izobrazbe, ponovnega aktiviranja svojega lastnega znanja in povezovanje le tega z geografskimi vsebinami, s pridom lahko uporabljajo lastne izkušnje, predstavijo jih svojim kolegom in razvijajo geografsko mišljenje o vzročno-posledični odvisnosti dejavnikov v okolju. Cilj dosežen. Mission accomplished, pravijo. Res veliko novih izzivov. Vsi se učimo, tudi jaz, saj so slušatelji različnih poklicev, različne stopnje izobrazbe, strokovnjaki na svojem področju. Kaj se ne bi naučili od Dušana, čilega 90-letnika,
doktorja strojnega inženirstva, ki je prepotoval v cel svet, zdaj pa že 6. leto sodeluje v geografski sekciji. Pa biologinje Marte in inženirja kemije Milene in medicinske sestre Sonje in še bi lahko naštevala. Vsi prispevajo po svojih sposobnostih in k znanju in k homogenosti geografske sekcije, ki je prerasla zgolj skupino upokojencev, ki dopoldne preživi izven doma in dremlje na suhoparnih predavanjih. Naša srečanja so kljub frontalni obliki življenjska, dostopna vsakomur. Spoštovanje do znanja in vedenja slušateljev je moje vodilo pri delu s starejšimi, ker tudi sama spoštujem starejše za vse, kar znajo, pa tudi ali še celo zgolj samo zato, ker so starejši. Če mladič ne spoštuje staršev, kako bo spoštoval učitelja, nadrejenega, starejšega? Poleg predavalnice je naš učni poligon še teren, jesenice in tako naprej. No in novo pridobljeno znanje sicer tudi preverjamo, ampak s kvizi in testnimi vprašanji, nalogami, ki jih slušatelji rešujejo skupno, v naključno sestavljenih skupinah, pri čemer se trudijo poiskati pravilne odgovore in morajo narediti za nalogo kakšno pantomimo, napisati pesmico ali kaj podobnega. Da zaključim še par besed o angleščini. Izbira izobraževalnih programov na Ljudski univerzi je res široka. Kampo znanje pa je osebna odločitev slušateljev in zanimanje za geografijo je veliko, jo še dopolnjuje malo reklama od ust do ust, da se imamo dobro. Slušatelji radi hodijo na take oblike izobraževanja zaradi družbe, sproščenosti, ker jim bogatijo življenje in upajo, da se bo prijetno druženje nadaljevalo. To so njihove besede. No, podobno, kar sem povedala za geografijo, velja tudi za pogovorne urice v angleščini. Nekaj je gor, tako da jaz ne bom o tem več kaj veliko govorila, samo mogoče to, da so to res pogovorne urice v angleščini, da nekako skušam seveda tudi v te pogovorne urice vpeljati slovnico, ki jim prav posebej ne diši. Teme so zelo različne, od vsakdanjega življenja, situacijske, hrana, življenja v mestu in tako naprej, počitnice, potovanje, knjiga, poezija, do tega, da veliko pozornosti namenjamo tudi dogodkom, odmevnim dogodkom, kot je bil na primer pred kratkim svetovni, torej dan čebelarstva oziroma čebelarjev, in pa jutri, 8. je svetovni dan oceanov. Tole bom spustila. In še kratek zaključek. Sama sem svoje učitelje doživljala kot ljudi, ki se trudijo dati mi popotnico za življenje. Ene sem imela rajši, ene sem bolj spoštovala, ene sem hitro pozabila, drugi so še danes živi v mojem spominu. Vsem, ki so me učili na moji poti izobraževanja in me še učijo, ker gre za vseživljenjski proces, sem hvaležna za to, kar so prispevali k mojemu napredovanju in osvajanju znanja. A vse, kar znam, sem se naučila sama. Oni so mi učili, odkrivali poti do znanja, ga zahtevali, ocenjevali. A naučila sem se jaz in naučimo se sami. In danes je to znanje, to vedenje, ta sposobnost moja lastnina. To je nekaj, kar mi ne more nihče vzeti. Vzamejo mi lahko avto, vzamejo mi lahko hišo, vzamejo mi lahko celo življenje, a znanja mi zaenkrat še ne morejo. In zato še vedno velja pregovor, vsaj zame, kolikor znaš, toliko veljaš, in to svoje vodilo želim nekako prenesti prej na mlajšo generacijo, zdaj pa na moje sovrstnike, udeležence Univerze za starejše. Hvala lepa za pozornost in potrpljenje.